ustanovitev društva, izkaznice in kdo ima izkaznico, imajo privilegije, ostali ende. Ostalo bo policija popucala. Zdaj pa spet toleriramo, ne? Spet se pogovarjamo. In jaz vas resno opozarjam, kljub. Mi bomo ukrepali zoper vas za vsako malenko, še bolj mogoče. To je vaša igra, to je vaš tim, to je vaša ekipa. Ne moja. Še nekaj povem. Dejstvo je, da so vaši, da imajo privilegije, kvalitete z vaše strani, da sodelujejo, vsi vemo, kakšne so relacije znotraj kluba do navijačev, čeprav ni potrebno, da javno to govorimo. Ampak dajte si jih poštikati. In še enkrat, prve žrtve, takrat bomo pa vsi bili spošli, pa bomo se začeli pogovarjati. Žal pa vesolna Slovenija v fuzbalu pozna Maribor samo po pivotu. In jaz imam za vsako tekmo, ali pa v celih Sloveniji, če tako govorimo, kamorkoli gredo viole, je aktiviranih najmanj 60 do 70 policistov. Samo za viole. Namesto, da bi nekaj bolj pametnega, ne? Se ukvarjamo z viole. Zdaj to vidite, koliko tekme. In res lepo vas prosim. Dajte si te stvari pošljite. Dajte jim predlagati društvo, dajte se posediti s tim. Jaz vem, da toliko je zdaj bolj žepan naredil na to temo, da se zadeva odbija. Ampak ne preveč pričakati. Enkrat je potreba jasno in povedati relacije, kakšne so. Dokaj jih pa mi, seveda jim nudimo te bonitete, one bonitete, so oni moški. To gre za ekstremno huligansko skupino in tle ne more biti debate. Mislim, da smo vsaj v zadnjem obdobju naredili korak naprej v tem kontekstu, da smo se sploh pričeli pogovarjati. Torej, aktivno se je v te pogovore vključila mestna občina, kako tudi klub. In tu mislim, da je dobro. Rešitve pa so seveda v tem, to, kar že mi nekaj časa govorimo, kajti, če v bistvu realno gledamo na stanje, klub brez navijačev ne more biti, kako tudi navijače brez kluba ni. To je dejstvo in to je treba seveda upoštevati. In rešitev, ki vidimo v tem, da mi tudi seveda predlagamo klubu, da ustanovi društvo oziroma da se ustanovi društvo Viol, ki bo imelo svoj statut in seveda za katerem se bo tudi jasno vedlo, kdo je odgovorni in tako naprej. Skratka, če bo nekdo potem v tem društvu kršil pravila igre, to je statut, se mu odzame članska izkaznica in seveda ne bo deklariran kot Viola. Torej, to je ena rešitev. Druga rešitev je seveda, da se spremeni zakonodaja, kar smo že predlagali, torej, da se v bistvu prepove vstop povratnikom, kršiteljem, ki so večkratni kršitelji javnega reda in miru, sam vstop na igrišče, tako kot imajo v tujini. In pa seveda še tretja rešitev bi bila potem sama tehnična, kar pa se tudi nekje ureja glede samega vstopa na to igrišče. Plan A bo odpadel. Zakaj? Kako biti optimist, ne? Ja, kako vi to, mislim, a ne razumete vodstva kluba, da se to ne bo zgodilo, da niti tako nekako se zdi, da to ni upal niti predlagati Violam okoli organizacije društva. To je meni povsem jasno, kakšne so relacije v klubu. Zdaj, plan B, to je dober predlog sprememba zakonodaje po angleškem vzoru. Znam videti, da bi to bilo lažje, ne? Poglejte, mi smo v bistvu uvedli v to uredbo personalizacijo vstopnic. To je v bistvu bil nek začetni korak, da ti moraš imeti dokument, da lahko kupiš vstopnice. Zdaj pa seveda še manjka samo ta segment, da rečemo, oseba A, ki bo po nekih naših evidencah, je povratnik, ne more na igrišče in seveda to mogla policija izvajati, če tako rečemo. In tu druge rešitve ni, mislim, da bo zadeva se kmalu uredila. Kako kaže, je to možno, mislim, se bo to zgodilo v Sloveniji, bo kmalu to? Tu je, mislim, Anglija, vse države imajo, tudi Evropska konvencija, nekje o tem govori, tako da ta zadeva mislim, da bo se kar kmalu zgodila. Naloga koga je, da začne prvi korak naredi občine, kluba, vas? Mislite to pri zakonodaji? Pri zakonodaji. Zdajte, mi smo že pisali, pa še bomo na to temo predlagali, da se ta uredba spremeni. Seveda bo pa potem, če več teh pobud, boljše, da bo policija kot nekaj pasivni organ. Še samo to, vsi so na tem varnostnem sosvetu razen vas minimizirali škodo, ki je bila narejena na 2 tekmah in v Mariboru in v Celju. A ni to potuha Violam, ne samo strani nogometnega kluba Maribor, pač pa tudi strani občine? Tako kot ste ugotovili, jaz mislim, da je ključni problem. Povedajte mi, se danes na tej tekmi je zagorelo toliko in toliko bakle. Povzročala se je takšna koncentracija dima in ljudje so se začeli dušiti. In hvala Bogu, da se ta koncentracija še ni povečala, ker drugače bi nastala panika. In se ve, kaj pomeni, če nastane panika na takšnem
prostorov. Dejstvo je, da tu gre za en pokrit prostor in da seveda ni prišlo do tega, da bi se ta zrak hitro razgradil. Skratka, bi bila imeli na tej otvoritveni tekmi hipotetično na desetine mrtvih, ko pa masa podivja, potem seveda lahko gledamo primere ostalih držav, ker pride do tistega. Celje je ista zgodba. Celje je v bistvu 2 policista poškodovana, mislim, zadeve zgledam, jaz malo z drugačnega vidika, predvsem iz tega varnostnega vidika. Eno je tržni vidik ali ekonomski vidik, ki ga zasleduje klub, policija pa definitivno zasleduje varnostni vidik. In tle smo imeli v Celju tudi recimo 3-4 policiste poškodovane. A veste, tako se bomo pogovarjali, dokler da bo nekaj mrtvih. Potem bomo pa vsi skočili v druh, kaj se dogaja. In jaz želim prav iz tega razloga preprečiti, da ne bi, ne vem, na naslednji tekmi imeli pa 3-4 mrtvih. Ker potem boste pa novinarji sprašvali, kdo je kaj naredil, zakaj kdo ni to naredil. To je to.